K3, veš da bo pestro, začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi, vesto, se veš o čem ti pravi. Letos imamo novost na ulični košarki 3x3 Samsung in sicer zbiramo ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na mednarodnih turnirjih. Tista ekipa, ki v sezoni zbere največ točk, zastopa potem naslednje leto Slovenijo na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, tudi v olimpijskih igrah, kajti letos že pošljemo mladince na olimpijske igre mladih v Nanjing. Zmagovalci challengerjev po Evropi se vrstijo na Evropski Masters. En izmed teh challengerjev je finale državnega prvenstva, ki bo v Ljubljani. Torej zmagovalec tega se vrsti na Evropski Masters v Lozanu. Če pa ne zmagaš tega turnira v Ljubljani, pa imajo ekipe možnost, da grejo na druge evropske challengerje, se prijavijo ali igrajo kakšen kvalifikacijski turnir predtem v tisti državi, morajo seveda kvalifikacijski turnir zmagati in zmaga challenger v tisti državi. To, kar smo mi lani naredili. V petek smo zmagali turnir na Danskem, smo se kvalificirali na sobotni turnir, smo ga osvojili in smo se vrstili na Evropski Masters v Lozanu. Če priješ na finale Evropskega Mastersa, se pa uvrstiš na svetovni Masters. To, kar smo pa mi lani osvojili. Letos je novost na ulični košarki reprezentanca, ki jo sestavljamo iz ekip, ki v sezoni zberejo največ točk. Najboljša ekipa zastopa Slovenijo na evropskih prvenstvih, svetovnih prvenstvih in prav tako na olimpijskih igrah. Letos smo prav po tem sistemu pošljemo mladince na olimpijske igre mladih v Nanjing na Kitajsko. Mislim, da smo vse spremljali te moške tekme 3x3 že lansko leto pa predlansko in smo videli, da so tekme zelo močne, zelo trde, da se pač tukaj na 3x3 da sam na tak način zmagati. Tako da ni nekega božanja, ni nekaj tako, ampak je treba kar moška borba, tudi pa ženska. Finalna tekma je bila zelo močna, kar smo tudi pričakovali. Zdaj, glede na to, da smo prav vse tekme zmagali, smo se želeli tudi to. Pa na prejšnjih turnirjih smo pač na obeh zasedli drugo mesto, tako da smo se želeli zdaj zmagati. Med sabo se že vse poznamo, tako da nekih skrivnosti ni. Mi je pa všeč, da smo uspeli zmagati in mislim, da smo se to tudi zaslužili. Že pred tekmovanju so bile dosti kvalitetne ekipe, tako da smo se mogli tam potruditi, da smo sploh prišli do četrtfinala in pol nadalje polfinala. Zelo izenačeno tekmo lahko pričakujemo. V finalu smo zmagali tudi dobro ekipo, poznamo se dobro eni in drugi, vedno so to napeti boji. Mislim pa, da naša prednost, kako bi rekel, bolj raznovrstna igra. Krasna akcija Škorcev. Tudi s fanti smo dobra klapa, tako da mislim, da smo zrunali že drugi zmagali do poredne. Pa strojko pelje Škorcev vodstvo 4-1, Kunc hitro. Pravijo, da je treba z obema nogama stopiti izven črte, ki označuje met za 3 točke. Tokrat temu ni bilo tako, 5-1 je. Mislim, da je bilo malo nervoze prisotne na začetku. Potem sem jim malo povedal, mislim, da se je reševala dobra obramba skozi celo srečanje. Potem sem oni malo preključili. Kako bi rekel, potem smo pa spet mi stisnili v obrambi in pripravili to tako, kar si mi želimo. 7-5, krasna akcija Čerešnarja, še 4 minute in pol tega zadnjega dvoboja današnjega dne. 12-7 pa Smaka za 8. točko. Še enkrat Smaka. Znova 4 točke prednosti za Škorce, ki se bližajo drugi zaporedni zmagi. Boris Jeršin 16-11 in praktično je tale dvoboj že odločen. Mi gremo v bistvu iz tekme v tekmo. Mislim, da smo na zelo dobri poti k osvojitvi državnega prvaka, ker je v bistvu končni cilj.
Liga 3x3, veš da bo pestro, začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi, zvesto, se veš o čem ti pravim.